Produkcija medijske vile. Dnevni tednik. Prve in zadnje vesti. Z vami vsak dan v sredo ob pravi uri. Danes. Brez dela ni jela, pravijo v Združeni levici. Brez prstana ne poroke, pravijo slovenski libertarci. Kdo bo komu koruzo, se sprašujejo poljedelci. Kdo pa bo vse to plačal, se sprašujejo revni. In oh, Betty! Pozdravljeni gledalci in gledalke, že 14. teden zapored v centralno-planski oddaji Dnevni tednik. Z vami sva danes Jela bez dela in... Lino Čoko. Pozdravljeni. Novice danes začenjamo v Sloveniji. Po grožnjah o migrantskem ogrožanju slovenske mentalitete in natalitete so sedaj pod udarom tudi domorodne rastline. Celotna nacionalna javnost se je zarotila proti, navajamo, agresivnim tujerodnim rastlinam, ki s hitrim razraščanjem povzročajo nemalo težav ne le domorodnim sortam rastlin, temveč tudi ljudem. Pripomorejo pa tudi k večji gospodarski škodi. Tujerodne vrste rastlin so v Slovenijo zašle na različne načine. Nekatere so ljudje namerno prinesli, v vsakem primeru ogrožajo biotsko raznovrstnost, ker s seboj prinašajo tudi eksotične bolezni in zajedavce. Konec navedka. Med prebivalstvom pa smo zasledili tudi prve proteste. Poglejmo. Verski program. Ja, tudi kurac ne čuje, od koruze se mi je naselo v gmajno, kaj tečem zdaj jaz, če mi je vse jagode pobralo? Kaj te gledam koruza, kak raste, kak pleve? Te mi je pa tudi 8 hektarov pšenice pobralo. Ja, te bankrotira, še letos, čuj. V Društvu slovenskih prekupčevalcev smo zelo zaskrbljeni nad situacijo. Na včerajšnji seji smo ugotovili, da tujerodne rastline, kot je koruza, prepolavljajo pridelavo marihuane in s tem manjšajo že tako majhen trg. In ker nočemo pripeljati tujih stvari iz Afganistana in Maroka in hočemo, da res ostane slovenska trava, ne? Da kadimo slovensko in nočemo mešati tujih genov. Tako da, pis. Toliko iz poljedelskih novic. Mi pa nadaljujemo z novicami o ustanavljanju novih strank, ki, če se vrnemo do kmetov in dilerjev, rastejo kot plevel. Po stranki God in Skoj Murgle so slovenski libertarci ustanovili še eno desno-sredinsko liberalno stranko, ki se imenuje Plevel oziroma Prstan. Kdo se bo poročil z njimi oziroma ali bodo zaprosili celotno volilno telo, pa poglejmo v prispevku. Now we must be ready for a new danger. Vreme. Duck and cover. Duck and cover. Don't wait. V novi stranki so tako liberalni, da zaenkrat nočejo razkriti niti članov svoje stranke. Pred državno intervencijo pa skrivajo tudi finančna sredstva ustanavljanja stranke. Tiskovni predstavniki Prstana z nami niso hoteli govoriti, saj očitajo medijem sodelovanje z okupatorsko-socialistično zalego, ki je od Jugoslavije osamosvojila Slovenijo in jo pripojila ekonomsko-konzervativni srednji Evropi. Razkriti nočejo niti, ali za ustanavljanjem stoji Gregor Virant ali zgolj Ivan Janša. Malce manj liberalni pa so v stranki Združena levica. Tako je. Po letih in letih truda civilnih gibanj, da dokončno uničijo ideologijo dela, jim je pri tem pomagal tudi sam evropski vrh. Kako in kaj pa nam bodo poročali iz Bruslja. Znanost in tehnika. As you can imagine, technique is everything.
Medtem ko so eni proslavljali 1. in 2. maj, praznik dela, so se temu ponovno čudili v Evropskem parlamentu. Okoljevarstveniki namreč opozarjajo, da kurjenje velikih ognjev na obronkih gozda plaši že tako prestrašene srne in deluje proti Kjotskemu protokolu. Odzvali so se tudi iz Vatikana, rekoč, da takšni poganski rituali pač ne sodijo v kultivirano Evropo. Slovenski premier Miro Cerar se pri tem brani z besedami. Citiramo: "Kot smo se nekoč branili Turkov, se bomo danes vseh južnjakov. Kjer tehnične ovire ne bodo zalegle, moramo biti pripravljeni na obveščanje tudi v primeru izpada elektrike. Nič nas ne sme presenetiti." Konec citata. Kako bo to vplivalo na jutrišnjo prijateljsko rokometno tekmo s Turčijo, zaenkrat še ne vemo, saj tudi ekipa že drugi dan čaka na prestop meje na Dobovi. Iz Bruslja Tanja Vagon. Še 14. Lep dan in dobro vago. Na leta in leta. Pozdravljeni. Zdaj pa, Oh Betty. Boljšim časom naproti, v Mariboru začetek revolucije, v Črnomlju konec inkvizicije. V strahu pred padanjem otrok na igriščih preprečili tudi zlorabe v šolstvu. Letos letnika ne bo padel nihče. Cepljenje ni več obvezno. Zastonj ošpice danes ugodno na Brezovici. 9-letnik ukradel 3 tone zlata. Brani se z besedami: "Nisem vedel, da so 3 tone, sicer jih ne bi mogel dvigniti." Stranka Jerneja Kaluže se bo preimenovala v SJK, stranka javnega konsenza. Na letnem kongresu bodo predstavili svoj program, ki naj bi predvsem usklajeval. Zaupal bo tudi stroki. Sponzor oddaje je Aleš Princ. Brez vsebine, brez dokazov, brez znanja. Brez. Če pokličete v naslednjih 2 minutah na 01 242 8807, vam ponudimo še brezplačno brezo. Produkcija Medijske vile. Dnevni tednik. Z vami vsak dan v sredo ob pravi uri. Radio Televizija Študent.